V današnjem času je krščanstvo religija z največ privrženci na svetu. Toda kako se je ta religija pravzaprav začela? In to bomo danes izvedeli. Začelo se ni kot velika religija, ampak kot majhna skupina znotraj rimskega imperija. Niso imeli velikih cerkva, niso imeli močne vojske in pogosto jih je vlada celo preganjala. In sredi vsega tega je bil Gospod Jezus iz Nazareta. Jezus je bil Jud, ki je živel v Judeji. Takrat je bila ta pokrajina pod oblastjo rimskega imperija. Danes je nekdanja Judeja del Izraela in Palestine. Po mnenju večine zgodovinarjev je Jezus res živel in so ga Rimljani križali v 1. stoletju. Običajno se navaja, da se je njegova smrt zgodila med letoma 29 in 33 našega štetja. Za kristjane se zgodba Jezusa ni končala na križu. Verjameho, da je po smrti vstal od mrtvih in da je Božji sin. Njegovo vstajenje in vrnitev sta del krščanske vere. Po smrti Jezusa je njegovim sledilcem ostala zelo težka naloga. Njegove nauke so morali nadaljevati, čeprav ga ni bilo več med njimi. Glavno vlogo pri tem so imeli apostoli. Bili so najbližji Jezusovi sledilci, ki so bili osebno z njim, ko je pridigal. Sprva je bila njihova skupina majhna. Večina prvih kristjanov so bili tudi Judje. Niso še razmišljali, da ustvarjajo novo vero za ves svet. Zanje so samo nadaljevali vero v Boga Izraela, medtem ko so priznavali Jezusa kot obljubljenega Mesijo oziroma odrešenika. Začeli so pridigati v Jeruzalemu in okoliških krajih. Pripovedovali so o življenju, smrti in domnevnem stajenju Jezusa. Vendar pa je bil en moški, ki je vložil veliko truda v širjenje krščanstva. To je bil Pavel. Njegovo ime je bilo prej Savel. Bil je Jud in rimski državljan, ki je sprva nasprotoval Jezusovim sledilcem. A vse se je spremenilo. Po Pavlovih pismih in apostolskih delih se mu je življenje spremenilo, potem ko je doživel videnje na poti v Damask. Povedal je, da se mu je prikazal vstali Jezus. Od takrat je Pavel postal eden najpomembnejših misionarjev zgodnjega krščanstva. Misionar je oseba, ki potuje, da bi učila in širila svojo vero. Pavel je pomemben, ker ni pridigal samo Judom. Širil je tudi sporočilo Jezusa. Pogani ali ljudje, ki niso Judi, to je bila velika sprememba. Zaradi tega krščanstvo ni bilo več vezano samo na en narod ali državo. Grk, Rimljan, Sirec ali kdorkoli, ki verjame v Jezusa, je lahko postal kristjan. Pavel je potoval v različne dele rimskega imperija. Potoval je skozi kraje, ki so danes del Turčije, Grčije, Sirije, Cipra in Italije. Njegova potovanja niso bila lahka. Prehodil je dolge razdalje, se vkrcal na ladje, ki jih je lahko uničila nevihta, in vstopal v mesta, kjer so lahko misionarje zavrnili ali poškodovali. Na vsakem kraju je Pavel učil v domovih, javnih prostorih in sinagogah. Ko so nekateri verjeli, so oblikovali majhno krščansko skupnost. Ko je Pavel odšel, je tem skupinam pisal pisma, da bi odgovoril na njihova vprašanja in rešil njihove težave. Nekatera od teh pisem so postala del Nove zaveze in Svetega pisma. Rimljani so pogosto uporabljali ceste in poti, in po morju so se misionarji lahko hitreje premikali. Poti, ki so bile zgrajene za vojake, trgovce in uradnike Rima, so bile uporabljene tudi za širjenje krščanstva. V samo nekaj desetletjih so nastale krščanske skupnosti v Judeji, Siriji, Mali Aziji, Grčiji, Severni Afriki in Rimu. Obstajajo tudi zgodbe o tem, kako so nekateri apostoli odšli v oddaljene kraje. Po tradiciji koptskih kristjanov je evangelist Marko pomagal ustanoviti krščansko skupnost v Aleksandriji v Egiptu v 1. stoletju. Od tu je nastala koptska pravoslavna cerkev, ena najstarejših krščanskih cerkva na svetu. Obstaja tudi tradicija, ki pravi, da je apostol Tomaž prispel v Indijo in tam ustanovil krščanske skupnosti. V Indiji obstajajo starodavne krščanske skupine, ki verjamejo, da njihova vera izvira od Tomaža, vendar pa zgodovinski dokazi niso zadostni, da bi to potrdili. Ko se je krščanstvo širilo, so se začele pisati zgodbe in nauki o Jezusu. 4 evangeliji, Matej, Marko, Luka in Janez, so glavne knjige, ki pripovedujejo o njegovem življenju, pridiganju, smrti in vstajenju. Niso bili napisani hkrati. Po mnenju večine strokovnjakov so bili napisani v 1. stoletju nekaj desetletij po Jezusovi smrti. Vsak evangelij ima svoj način pripovedovanja in svoje sporočilo, ki ga želi poudariti.
Skupaj s Pavlovimi pismi in drugimi krščanskimi spisi so postali temelj nove zaveze. Toda, ko se je število kristjanov povečevalo, se je tudi nasprotovanje proti njim krepilo. Krščanstvo ni bilo ves čas prepovedano po celotnem rimskem imperiju. Položaj se je razlikoval glede na kraj, voditelja in čas. Kljub temu so nekateri cesarji in lokalni uradniki kaznovali kristjane. Toda zakaj? Eden od problemov je bil namreč ta, da je veliko kristjanov zavračalo čaščenje rimskih bogov in darovanje za cesarja. Za vlado njihova zavrnitev ni bila le versko vprašanje, ampak se je to lahko štelo tudi kot zavrnitev oblasti in enotnosti imperija. Zato so bili nekateri kristjani zaradi svoje vere zaprti, mučeni ali celo ubiti. Kljub temu pa njihova vera ni izginila, ampak se je še bolj razširila. Veliko ljudi je pritegnilo sporočilo krščanstva o odpuščanju, upanju, življenju po smrti in enaki vrednosti vseh ljudi pred Bogom. Nekatere krščanske skupnosti pomagajo tudi revnim, vdovam, sirotam, bolnim in ljudem brez družine. Do 4. stoletja kristjani niso bili več le majhna in skrivna skupina. Imeli so že voditelje, duhovnike, škofe, kraje za bogoslužje in skupnosti v mnogih delih rimskega imperija. In tik zunaj Rima je bilo kraljestvo, ki je sprejelo zelo pomembno odločitev. Po tradiciji je leta 301 našega štetja armenski kralj Tiridat III sprejel krščanstvo. Razglasil jo je za uradno vero svoje države. Obstaja razprava o natančnem letu, vendar je Armenija priznana kot prvo kraljestvo, ki je uradno sprejelo krščanstvo kot državno vero. To je pokazalo, da lahko religija, ki so ji prej sledile le majhne in preganjane skupine, postane sprejeta v celotni državi. Toda največja sprememba se bo zgodila prav v srcu rimskega imperija. Leta 312 našega štetja se je Konstantin boril za nadzor nad Rimom v bitki pri Milvijskem mostu. Po besedah krščanskih piscev je Konstantin pred bitko videl videnje ali krščanski simbol. Verjel je, da mu bo krščanski bog pomagal zmagati. In tukaj je Konstantin zmagal. Naslednje leto sta on in njegov sovladar Licini podprla tako imenovani Milanski edikt. To je kristjanom dovolilo svobodno čaščenje in jim vrnilo nekaj premoženja, ki jim je bilo odvzeto. Krščanstvo v tistem času še ni bilo uradna religija rimskega cesarstva, a vendar se je sčasoma vse spremenilo. Iz preganjane vere je krščanska cerkev začela prejemati zaščito in podporo najmočnejšega rimskega cesarja. Ob hitri rasti cerkve pa se je pojavila nova težava. Vsi kristjani niso imeli enakega prepričanja o resnični naravi Jezusa. Zato je leta 325 našega štetja Konstantin sklical škofe na nicejski koncil na območju, ki je danes del Turčije. Tukaj so cerkveni voditelji razpravljali o tem, kako je Jezus povezan z Bogom Očetom. Sestanek je privedel do prve oblike nicejske veroizpovedi. To je molitev ali izjava o veri kristjanov glede Boga, Jezusa in Svetega Duha. Kljub temu, to ni popolnoma končalo vseh sporov. Toda nicejski koncil je pokazal, kako daleč je prišlo krščanstvo. Kljub temu, potem ko je krščanstvo postalo zakonito v rimskem imperiju, je moralo imeti jasna in enotna učenja. Eden najpomembnejših korakov tukaj je bila izdelava urejene Biblije v latinskem jeziku. Latinščina je bila običajen jezik v zahodnem rimskem imperiju. Toda v tistem času so se stare latinske kopije Biblije razlikovale. Nekatere besede in deli niso bili enako prevedeni. Zato so naročili svetemu Jeronimu, krščanskemu učenjaku, ki je obvladal latinščino, grščino in hebrejščino, naj pripravi bolj urejeno različico. Okoli leta 400 je končal večji del svojega dela. Ta prevod je postal znan kot latinska vulgata. Več stoletij je bila to glavna Biblija, ki jo je uporabljala zahodna cerkev. Iz nje so brali in poučevali številni duhovniki, menihi, učenjaki in cerkveni voditelji v Evropi. Vulgata je pomembna, ker je pomagala poenotiti nauke in besedila, ki so jih uporabljali zahodni kristjani. Toda medtem, ko je krščanstvo postajalo močnejše na območju nekdanjega rimskega imperija, je zahodno rimsko cesarstvo propadlo. Leta 476 našega štetja se je končala vladavina zadnjega rimskega cesarja na zahodu. Nekdanje ozemlje se je razdelilo na številna kraljestva, ki so jih vodile različne skupine. Kljub temu krščanstvo ni izginilo. Namesto tega so cerkve in samostani postali med najbolj trdnimi organizacijami v Evropi. Skrbeli so za knjige, poučevali ljudi
pomagali revnim in usposabljali nove misionarje. Samostan je kraj, kjer menihi živijo skupaj. Svoje življenje posvečajo molitvi, učenju, delu in služenju. Iz samostanov so misionarje pošiljali na območja, ki še niso bila krščanska. Njihovo delo je bilo pogosto nevarno. Morali so potovati v oddaljene kraje, se naučiti drugih jezikov in se soočiti z ljudmi, ki so imeli svoja prepričanja in tradicije. Misionarji so tudi opazili, da se je krščanstvo širilo hitreje, kadar ga je najprej sprejel mogočen kralj. Ko je kralj postal kristjan, so mu pogosto sledili njegova družina, uradniki, vojaki in številni prebivalci. Vendar to ne pomeni, da so vsi takoj prostovoljno verjeli. V nekaterih kraljestvih je bilo spreobrnjenje doseženo z ukazom, pritiskom ali silo. Druge pa so to vero postopoma sprejeli preko pridiganja in druženja. Eden najbolj znanih misionarjev tistega časa je bil sveti Patrik. V 5. stoletju je odšel na Irsko, da bi pridigal. Tam so že obstajale krščanske skupnosti, še preden je prispel, zato ni bil prvi, ki je prinesel krščanstvo na otok. Vendar pa je imel pomembno vlogo pri njegovem širjenju. Pogovarjal se je z lokalnimi voditelji, učil prebivalce in pomagal pri ustanavljanju krščanskih skupnosti. Stare tradicije Ircev niso takoj izginile. Na mnogih krajih so se nekatere lokalne navade postopoma združile z novimi krščanskimi praksami. Sčasoma je Irska postala pomembno središče učenja in misionarskega dela. Veliko irskih menihov je potovalo v druge dele Evrope. Eden izmed njih je bil Kolumba. Leta 563 našega štetja je zapustil Irsko in ustanovil samostan na majhnem otoku Iona blizu zahodne Škotske. Iz Ione so menihe pošiljali oznanjati ljudem na Škotsko in v Severno Britanijo. Medtem pa se je v nekdanji Galiji, območju, ki je danes večinoma Francija, zgodila velika sprememba. Vladal je Clovis, kralj Frankov. Franki so bili germansko ljudstvo, ki je po oslabitvi Rima v zahodnji Evropi ustanovilo mogočno kraljestvo. Proti koncu 5. stoletja se je Clovis dal krstiti kot katoliški kristjan. Njegova odločitev je bila zelo pomembna. Bili so še drugi germanski vladari, ki so bili kristjani, vendar jih je veliko sledilo arijanskemu krščanstvu. Njihovo prepričanje o odnosu med Kristusom in Bogom očetom je bilo drugačno. Clovis pa je sprejel obliko krščanstva, ki so ji sledili rimski škofje in številni prebivalci v Galiji. Zaradi tega je njegovo kraljestvo postalo tesneje povezano s katoliško cerkvijo. To je prav tako pomagalo okrepiti moč Frankov v zahodnji Evropi. V Španiji so Vizigoti dolgo časa sledili arijanskemu krščanstvu, vendar je leta 589 našega štetja kralj Recared opustil arijanstvo in sprejel katoliško krščanstvo. Mnogi plemiči in cerkveni voditelji v njegovem kraljestvu so mu sledili. Zaradi tega je postala vera vizigotskih vladarjev bolj podobna veri večine njihovih podložnikov. V Britaniji pa tudi krščanstvo ni popolnoma izginilo po odhodu Rimljanov. V nekaterih delih otoka so že obstajale krščanske skupnosti, vendar je veliko novih kraljestev, ki so jih ustanovili Anglosasi, še vedno sledilo svojim starim bogovom. Leta 597 našega štetja je papež Gregorij I poslal meniha z imenom Avguštin. To ni Avguštin iz Hipona, ki je živel prej. Ta misionar je bil znan kot Avguštin iz Canterburyja. Prišel je v kraljestvo Kent v jugovzhodni Britaniji. Tam je vladal kralj Ethelbert. Njegova žena je bila kristjanka, zato je dovolil, da Avguštin pridiga. Kasneje se je dal krstiti tudi kralj. Njegovo spreobrnjenje je pomagalo širiti krščanstvo v Kentu in drugih kraljestvih Anglosasov. Vendar celotna Anglija ni postala kristjanska naenkrat. To je trajalo še mnogo let. Nekateri kralji in prebivalci so sprejeli novo vero. Medtem so drugi še naprej sledili svojim starim verovanjem. Ko se je krščanstvo širilo po Evropi, je prispelo tudi v daljno Kitajsko. Leta 635 našteto je v mesto Chang'an prispel krščanski voditelj znan pod imenom Alupen. Chang'an je bil takrat prestolnica dinastije Tang in eno največjih mest na svetu. Verjetno sta Alupen in njegovi spremljevalci prihajali iz cerkve vzhoda. To je bila veja krščanstva, ki je bila takrat močna v Perziji in drugih delih Azije. Vlada cesarja Tajzonga jih je sprejela. Dovolili so jim, da so prevajali svoje verske spise in gradili bogoslužne prostore. Da bi jih Kitajci bolje razumeli, so misionarji uporabljali besede, ki so bile znane privržencem budizma in taoizma.
To ne pomeni, da so njihove religije postale enake. Uporabili so le znane besede, da bi lažje razložili krščanski nauk ljudem na Kitajskem. Cerkev vzhoda je oblikovala skupnosti v nekaterih delih države, toda njihova svoboda je bila odvisna od dovoljenja cesarja. Če se je politika vlade spremenila, so lahko izgubili svojo zaščito. Medtem ko se je krščanstvo širilo proti severu in vzhodu, se je iz arabske polotoka hitro širila nova vera. To je bil islam. Islam se je začel v 7. stoletju s pridiganjem preroka Mohameda. Po njegovi smrti so se muslimanske države hitro širile. Zavzeli so Sirijo, Egipt, Severno Afriko, Perzijo in druga območja. Med osvojenimi mesti je bil tudi Jeruzalem, sveto mesto za kristjane, jude in muslimane. Zaradi širjenja muslimanskih imperijev je veliko starodavnih krščanskih skupnosti prišlo pod novo oblast. Kristjani na teh območjih niso takoj izginili. Pod številnimi muslimanskimi vladarji so jim dovolili, da še naprej izpovedujejo svojo vero, vendar so pogosto imeli nižji položaj kot muslimani. Lahko so jim naložili poseben davek in uvedli določene omejitve. Obravnava se je razlikovala glede na vladarja, kraj in čas. Bili so časi, ko so različne vere živele v miru. Bili so tudi časi hude diskriminacije in nasilja. V začetku 8. stoletja so muslimanske sile prispele vse do Iberskega polotoka, območja, ki danes obsega Španijo in Portugalsko. Medtem pa je v zahodni Evropi vse bolj krepilo krščansko kraljestvo Frankov. Najbolj znan vladar tega kraljestva je bil Karl Veliki. Svoje ozemlje je razširil na velik del današnje Francije, Nemčije, Belgije, Nizozemske, severne Italije in drugih bližnjih območij. Krščanstvo je uporabil za združevanje različnih skupin, ki jih je osvojil. Zgradil je cerkve in samostane. Podpiral je tudi izobraževanje in usposabljanje duhovnikov, vendar pa niso vse spreobrnitve pod njegovim vodstvom potekale mirno. V boju proti Sasom je nekatere ljudi prisilil, da so se dali krstiti. Kruto je kaznoval tiste, ki so še naprej nasprotovali njegovi oblasti in veri. Na božični dan leta 800 je papež Leon III. Kronal Karla Velikega za cesarja v Rimu. Ta kronanje je bilo pomembno, ker je pokazalo, da lahko močan kralj in papež sodelujeta. Kralj je zagotavljal vojaško in politično zaščito. Papež pa je dajal versko odobritev kraljevi vladavini. Od takrat sta bila politika in krščanstvo v zahodnji Evropi še bolj povezana. Vendar Evropa ni imela enotne vlade, še vedno je bilo veliko ločenih kraljestev, ki so se pogosto bojevala med seboj. V naslednjih stoletjih se je krščanstvo razširilo na Dansko, Poljsko, Norveško, Madžarsko, Švedsko, Islandijo, Grenlandijo in na ozemlja Slovanov v vzhodni Evropi. Ponovno je postalo pomembno spreobrnjenje vladarjev. Na Danskem se je kralj Harald Bluetooth dal krstiti v 10. stoletju. To je pomagalo okrepiti krščanstvo v njegovem kraljestvu. Čeprav stara prepričanja vseh Dancev niso tako izginila. Na Poljskem je vojvoda Mieszko I. sprejel krščanstvo leta 966 Negaštutto. Zaradi tega je njegovo kraljestvo postalo bližje krščanskim državam zahodne Evrope. To je prav tako pomagalo pri oblikovanju bolj organizirane poljske države. Na Madžarskem je kralj Štefan I. podprl gradnjo cerkva in oblikovanje krščanske državne ureditve. Na Norveškem so nekateri kralji uporabili pridiganje in silo, da bi zamenjali staro nordijsko vero. Misionarji iz Norveške so prispeli tudi na Islandijo in Grenlandijo. Na Švedskem je bil odpor nekaterih skupnosti močnejši. Čaščenje starih nordijskih bogov se je tam dolgo nadaljevalo, čeprav so nekateri kralji že postali kristjani. Še ena najpomembnejših spreobrnitev se je zgodila v Kijevu. Leta 988 našega štetja je Vladimir Veliki, voditelj Kijevske Rusije, sprejel bizantinsko krščanstvo. Kijevska Rusija je bilo veliko kraljestvo, sestavljeno iz ozemelj, ki so danes del Ukrajine, Belorusije in Juktosa. Belarus, Atraša. Vladimir se je dal krstiti in podprl krst svojih podložnikov. Ker je krščanstvo, ki ga je sprejel, prihajalo iz bizantinskega cesarstva, so v Kijevski Rusiji prevladovale grške verske tradicije. Od tod izvira globoka povezanost krščanstva z zgodovino Ukrajine, Belorusije in Rusije. Toda ko se je vera širila, so se poglabljala nesoglasja med cerkvenimi voditelji na vzhodu in zahodu. Zahodna cerkev je uporabljala silo in papeža v Rimu priznavajo kot najvišjega voditelja.
Vzhodna cerkev pa uporablja grščino v mnogih dejavnostih in jo vodi več velikih patriarhov. Eden najpomembnejših je patriarh Konstantinopla. Že dolgo časa obstajajo spori glede moči papeža, načina čaščenja, nekaterih besed v njihovi veroizpovedi in drugih cerkvenih praks. Leta 1054 našega štetja je prišlo do hudega spora med predstavniki Rima in Konstantinopla. To pogosto imenujemo velika schizma. Vse se ni razdelilo v enem samem dnevu. Njihove razlike so se poglabljale že dolgo časa in razkol se je nadaljeval tudi po tem dogodku. Toda ta dogodek je postal jasen simbol razdelitve krščanstva na dva glavna dela. Na zahodu je bila rimsko-katoliška cerkev, na vzhodu pa je bila vzhodna pravoslavna cerkev. Imata isti izvor in veliko skupnih verovanj, vendar pa se razlikujeta v vodstvu, nekaterih naukih in načinih čaščenja. Ni trajalo dolgo. Bizantinsko cesarstvo se je soočilo z veliko nevarnostjo. Bizantinsko cesarstvo je vzhodni del nekdanjega rimskega cesarstva. Njegova prestolnica je bila Konstantinopel, ki je danes del Istanbula v Turčiji. Do 11. stoletja so seldžuški Turki zavzeli velik del bizantinskega ozemlja v Mali Aziji. Bizantinski cesar je prosil za pomoč krščanske vladarje na zahodu. Leta 1095 je papež Urban II. Pozval katoliške cerkve. Odpotujejo proti vzhodu. Cilj je bil pomagati bizantinskemu cesarstvu in prevzeti Jeruzalem izpod muslimanske oblasti. To je bil začetek prve križarske vojne. Papež je obljubil versko nagrado in odpuščanje grehov tistim, ki se bodo pridružili. Mnogi vitezi, plemiči, duhovniki in navadni ljudje so se odzvali. Nekateri so se pridružili zaradi vere, drugi so iskali zemljo, bogastvo, moč ali nove priložnosti. Leta 1099 so križarji zavzeli Jeruzalem. Veliko muslimanskih in judovskih prebivalcev je bilo ubitih ob zavzetju mesta. Potem so križarji ustanovili več krščanskih držav na vzhodnem Sredozemlju. Toda njihov uspeh ni bil trajen. Muslimanski vladarji so postopoma ponovno zavzeli ozemlja. Do poznega 23. stoletja je zadnja velika trdnjava križarjev v regiji padla. Na Iberskem polotoku je boj med krščanskimi in muslimanskimi kraljestvi trajal dlje. Krščanski vladarji so postopoma širili svoje ozemlje proti jugu. Ta dolgotrajen proces se imenuje rekonkvista. To ni bila ena neprekinjena vojna. Bili so časi bojev, miru, sporazumov in zavezništev. Bile so tudi priložnosti, ko so si krščanski in muslimanski vladarji pomagali proti drugim sovražnikom. V severni Evropi so križarske vojne uporabili tudi proti ljudem, ki so še vedno sledili svoji stari veri. To se je zgodilo predvsem v Baltski regiji. Tukaj so se združili pridiganje, osvajanje zemlje in širjenje moči. Na Kitajskem so se katoliški misionarji po mnogih stoletjih ponovno vrnili. Eden izmed njih je bil Janez iz Monte Corvina. Potoval je skozi Armenijo, Perzijo, Indijo in Kitajsko. V poznem 13. stoletju je prispel v Kanbalik, mesto, ki bo postalo Peking. Tam je ustanovil krščansko skupnost in kasneje postal Lačkov. Vendar je krščanstvo na Kitajskem ostalo majhno in ponovno je oslabilo po koncu vladavine mongolske dinastije Yuan. V Evropi je bila Litva ena zadnjih velikih držav, ki je sprejela krščanstvo. Leta 1386 našega štetja se je veliki vojvoda Jogaila dal krstiti. Postal je tudi kralj Poljske in podprl širjenje katoliškega krščanstva v Litvi. Toda kot drugod, stara vera prebivalcev ni takoj izginila. Potrebovala so še mnoga leta, preden se je nova vera popolnoma razširila. Medtem pa je bizantinsko cesarstvo še naprej slabelo. Leta 1453 našega štetja so otomanske sile pod vodstvom sultana Mehmeda II. Napadle Konstantinopel. Po hudih obleganjih je mesto padlo. Bizantinsko cesarstvo, ki je trajalo več kot 1000 let, je izginilo. Konstantinopel je postal prestolnica Osmanskega cesarstva. Hagia Sofia, ki je bila nekoč najpomembnejša katedrala v mestu, je bila spremenjena v mošejo. V vzhodni pravoslavni cerkvi je bilo še vedno dovoljeno ostati pod osmansko oblastjo, vendar ni imela več svojega krščanskega cesarstva, ki bi jo branilo. Zaradi tega so voditelji v Moskvi začeli svoje kraljestvo dojemati kot novo središče pravoslavnega krščanstva. Moskvo so imenovali Tretji Rim. Za njih je bil Prvi Rim, nekdanja prestolnica rimskega cesarstva. Drugi je bil Konstantinopel. Po padcu Konstantinopla so verjeli, da je Moskva tista, ki ima nalogo zaščititi pravoslavno vero.
Medtem ko se je moč v Evropi in na Bližnjem vzhodu spreminjala, so portugalske in španske ladje začele pluti proti Afriki, Aziji in kasneje Amerikam. Niso iskali le novih trgovskih poti. Njihova potovanja so vključevala tudi širjenje moči in širjenje katolištva. Leta 1482 našega štetja so prispeli portugalski raziskovalci v kraljestvo Kongo v Srednji Afriki. Kraljestva niso takoj osvojili. Sprva je prišlo do izmenjave odposlancev, izdelkov, znanja in vere. Leta 1491 našega štetja se je kralj Ndizi Nzinga Anankuo dal krstiti in sprejel ime Huao. Skupaj z njim so se dali krstiti tudi nekateri člani njegove družine in uradniki. Vendar celotno kraljestvo ni takoj postalo popolnoma krščansko. Nekatere lokalne tradicije so se nadaljevale, pojavil se je tudi odpor nekaterih voditeljev, kljub temu so se odnosi med Kongom in Portugalsko nadaljevali. Na tej točki krščanstvo ni bilo več prisotno le v Evropi, na Bližnjem vzhodu in v nekaterih delih Azije. Zaradi ladij, ki so lahko prečkale široka morja, je vstopilo v novo obdobje. Toda skupaj s pridiganjem bodo prišli tudi osvajanje, zasužnjevanje in boj za oblast. Zato naslednje širjenje krščanstva ni le zgodba o veri, postalo bo tudi del oblikovanja vere, imperiji, ki bodo spremenili velik del sveta. Leta 1482 so katoliški vladarji Španije premagali zadnje muslimansko kraljestvo v Granadi. Isto leto je Krištof Kolumb prispel v Ameriko. Sledilo je osvajanje, ki sta ga vodili Španija in Portugalska. Skupaj z vojaki so bili tudi katoliški misionarji. Veliko domorodcev je bilo krščenih, vendar so bili nekateri prisiljeni in jim je bilo prepovedano slediti svoji prejšnji veri. Hkrati se je začela transatlantska trgovina s sužnji, v kateri so milijoni Afričanov. So bili prisilno odpeljani v Ameriko, zato so postali širjenje krščanstva, kolonializem in suženjstvo povezani. Leta 1517 je kritiziral Gospoda. Kdo pa? Zato se je s pomočjo tiskarskega stroja in s podporo nekaterih evropskih vladarjev hitro širilo. Leta 1534 se je kralj Henrik VIII ločil od Rima in ustanovil anglikansko cerkev. Od takrat se je število protestantov povečalo. Protestantske skupine, kot so luterani, kalvinisti, anglikanci, baptisti in prezbiterijanci. Medtem ko se je krščanstvo v Evropi delilo, se je še naprej širilo v Azijo. Francis Xaveri je potoval v Indijo, Indonezijo in Japonsko kot katoliški misionar. Leta 1565 je Španija začela trajno kolonizacijo Filipinov. Misionarji so zgradili cerkve, šole in mesta. Celoten arhipelag ni takoj postal kristjanski, še posebej ne na Mindanao in v Suluju. Toda po več kot 300 letih španske vladavine je katoliško krščanstvo postalo glavna vera v večjem delu Filipinov. V Severni Ameriki sta Anglija in Nizozemska prav tako ustanovili kolonije. Nekateri naseljenci so tja odšli zaradi verske svobode, vendar je veliko staroselcev izgubilo zemljo in življenje. V 18. stoletju so v Britaniji in Severni Ameriki potekala velika prebujenja. Tu se je okrepila ideja o osebni veri, branju svetega pisma in osebni odrešitvi. Ko je nastopilo 19. stoletje, je še več misionarjev odšlo v Afriko, Azijo, Avstralijo in Pacifiške otoke. Nekateri so ustanovili šole, bolnišnice in tiskarne. Toda njihovo delo je bilo pogosto povezano tudi s širjenjem evropskih imperijev. Na Kitajskem je bilo med boksarsko vstajo ubitih veliko kristjanov in misionarjev, ker so jih imeli za povezane s tujim vmešavanjem. V 20. stoletju so komunistične vlade v Sovjetski zvezi, vzhodnji Evropi in na Kitajskem omejevale religijo. Veliko cerkva je bilo zaprtih in veliko vernikov preganjanih, vendar krščanstvo ni popolnoma izginilo. Ko so nekatere komunistične vlade padle, so se številne cerkve ponovno odprle. V skoraj 2000 letih se je krščanstvo širilo s pridiganjem, migracijami, trgovino, vladavino kraljev in osvajalstvi. Nekateri ljudje so to vero sprejeli prostovoljno zaradi svoje vere. Vendar pa so bili tudi primeri, ko so jo vsiljevali z zakoni, vojno in močjo. Danes je krščanstvo še vedno največja religija na svetu, z milijardami privržencev v Ameriki, Afriki, Evropi in Aziji. Iz majhnega gibanja na Bližnjem vzhodu je postala svetovna religija, ki še naprej vpliva na kulturo, politiko in življenja mnogih ljudi.